Živijo punce, ta video je bil kar precej zaželen. Sicer ga nekaj časa nisem posnela, ker sem tisti punce, ki ima vsak dan drugo torbico in večina stvari se premika iz eno v druge in potem se kaj pozabi in tako. Zdaj pa sem bila za par dni na Primorskem, sem šla obiskat malo starše in tako. In sem končno nabrala nekaj stvari v torbice, oziroma sem imela 3 dni eno in isto, ali 4. Tako da dejansko vam imam kaj za pokazati. Moja torbica truta oziroma nahrbtnik, ki jo uporabljam, je tam. Zdaj vem, da če ste v modi, ste najverjetneje navdušene, ja, ker prepoznate. Kar se razživa je še bolj živa rdeča barva, zdaj jih jutro slišite tudi po mojemu glasu, tako da je svetloba še malo taka. Ampak ja, Karel, rdeč nahrbtniček, v bistvu zanimiva zgodba, kako sem ga dobila. Smo se z mamo sprehajali malo po Italiji in raziskovali in vse. In jaz, kar sem ga videla, zadnji je bil, sem se v sekundi zaljubila in sem rekla, to mora iti z mano. Potem mi ga je dejansko mama kupila, tako da ja, hvala mama. Ok, kljub temu, da zgleda mali nahrbtniček, da se ne spravi dosti noter, verjemite, da se da ogromno. Bom začela kar s tem največjim predalom, pa en predalček tukaj zadaj. Eden je notri, ta in ta zunaj. Je pa zelo tudi trd. To, kar mi je najbolj prodalo, ta nahrbtnik, ne samo vizualno, ne da pač Karel, rdeče in še netki, ampak je bilo to, da je zelo trda. Imam lahko notri in telefon in tisto in tretje in meni se ne bojim, da se bo ali zlomilo, kaj je lovilo ali karkoli. Tako da ja, gremo najprej tega velikega, ne? Torej, prva stvar notri je moja denarnica. Zdaj tega vam ne bom njih odpirala. Sem jo pa že tu v eni objavi imela s tisti z rdečo obleko na žitnem polju. Kupila sem jo v Stradivariju, se ne spomnim sicer. Edino ena stvar vem, da je noter, kar moram pokazati, kar po moje nima lih vsaka ženska v denarnici. Ampak s to, ker zdaj grem na pijačo, pa kaj samo z denarnico. Od Artistrija tista skoraj fluorescentno roza šminka. Druga stvar, verižica, ki sem jo 4 leta nazaj v Smilu se mi zdi dobila in zdaj sem mislila že, da sem jo izgubila in kadar sem bila zdaj v Gorici, sem jo našla in to je bilo tako veselje, ker še niti en teden nazaj sem se tudi sprehajala z Matjažem po Europarku, pa sem zavila v parfum in sem imela podobno in sem se, jaz sem imela tako verižico, pa ko mi je bila všeč, pa vsakrat sem jo nosila in ja, gre se pa za Hempsa roko. Torej ja, to sem kako leto, 2 zapriseženo nosila vsak dan in zdaj, ko sem jo videla v Gorici, sem napravo, ker sem jo res en teden nazaj sem Matjažu razlagala, kako si želim spet eno tako ogrlico in ja, jo dobim. In še ena stvar je pa, kar tu verjetno nimajo v denarnici, že ponavadi ena zapestnica in pa... Ne moram reči, da sem izgubila. Ne. Ok, ena stvar, ki izgleda, da sem jo izgubila in to ful ni dobro znak, da sem jo izgubila in sicer imam zmeri s sabo v denarnici, kjerkoli sem, rezerven pirs. Zato, ker tiste, ki ga imate ali ki razmišljate o tem, da ga imeli, najverjetneje veste, da se znajo tej šravčki, oziroma kakorkoli bi se temu rekla, torej te kugelce, kadar ješ, karkoli se znajo odbiti in ja, je normalno, jih poješ, kam drugam bojo šle. In jaz jih imam lih zato vedno ene v denarnici, če se slučajno to zgodi, ker tudi tiste, kar si nameravate delati v hanu jeziku ali pa ga imate, veste, to se nenormalno hitro zaceli, da ljudje, ki ga imajo, ne vem, po 10 let, en teden, da ga slučajno nimajo noter, pa se jim zaceli. Tako da ja, jaz ga imam zmeri s sabo, če slučajno ne pridem domov do časa, ampak zdaj očitno sem ga izgubila. Je pa res krem plastičen krem, pač samo toliko, da imam nekaj s sabo v primeru, da se ta odvije. Ok, druga zadeva tudi velikem je ena na dan. Knjiga, kdo je sploh napisal? Adam J. Kurtz. Still just a normal guy, mislim v slovenščini. Knjiga, ko sem jo ne vem niti zakaj kupila, ker sem bila, ne vem, pol leta nazaj v Gorici. Sicer jaz se totalno ne rešujem, kako bi jo mogel. Naj bi jo eno stran na dan, ne? Logično. Je zelo zanimivo, jaz me prime obdobje, ko 10-15 strani rešim in pol spet 2 meseca nič in pol spet 10-15 strani in tako. Ampak je pa zelo pride prav taka knjigica, sem jih zadnjič imela ene tistih slabih dni. Zato je tudi pol nastala tista objava, jebe se mi lih po tistem dnevu.
Če ne veste, o kateri objavi govorim, pejte na blog pogled. Ampak jaz sem šla pogledat eno od začetnih strani, lika odprla se to, kjer se prepogne in izmisli si svojo skrivno motivacijsko misel na to dobro prepogni list. Kar sem jaz napisala tisti dan, ko sem bila dejansko lov. Pač sam sebe najbolj poznaš, tako veš, kaj te bo liftalo. Napisala sem, kadar sem bila zelo dobre volje in pa kar sem bila slaba, taka mi je dejansko zelo pomagalo. Tako da ja, zanimiva knjigica, imaš pa vse nariši lestev in pazi, kam stopiš, naštej vse, česar si se bal, na to prečrtaj strahove, ki si jih premagal. Prilepi bankovec za 5 € na to stran in pozabi nanj in pol enkrat proti koncu knjige itak sem šla gledat, ne? Proti koncu knjige pa je, da ga lahko odlepiš, si greš kaj kupiti, privoščiti, ali pa vse na pijačo, tortica, karkoli in da daš račun noter. Spiši sporočilo vsakemu, o katerem si kdaj podvomil, tudi sebi, napišeš email sporočilo in take zanimive zadeve, kar ti mine čas zraven tega, pa pol kadar pogledaš za nazaj, vidiš, koliko so se tvoje misli spreminjale, vidiš, kdaj si se kako počutil, tako nek mini dnevnik, ampak s tem, da če ga pravilno rešuješ, imaš eno stran na dan, ne. In ne, nisem sponzorirala, nisem dobila zastonj, žal, me mladinska knjiga ne toliko ima rada, zgleda, ampak ja, vseeno priporočam. Po moje je bilo zakon darilo tudi za novo leto, ker pa si oseba vsak dan nekaj napiše in konec leta vidi, kaj vse se zgodilo. In pa imaš tudi takevo, daj to stran prijatelju in preseneti me. Ok, rokovnik, brez katerega ne zapušča stanovanja, ker sem zelo zmeden človek, zelo all over the place. In se si lahko dan kaj na mobije, ampak toliko pogosto, ko menjavam mobije zadnje čase, je fajn, da imam eno tako obliko, kjer si napišem, kdaj imam kakšen sestanek, kdaj kakšen event, kdaj moram kaj posnet, vključil s tem videom, to je napisano noter. Vse, pol ne vem, zdaj, ker sem šla v Gorico, kdaj moram peljati avto na servis, koliko kilometrov bo, kakšne žarence od avta, pač ja, grown up life. Kakšne žarence za avto rabim, vse je tu noter. Slednja zadeva je krema za roke Avon Naturals Hand Cream Almond and Lily of the Valley. Torej, mandel in lili? Violi? Ne, li. Ne piše v slovenščini. Ok, ja, pač krema za roke, nima veki ful pohvalen, ni pa tudi slaba, pač krema. To je res, se mi zdi, v moji torbici vedno must, zato ker toliko imam jaz suhe roke, konstantno rabim. Ok, in še zadnja stvar v tem predalu so slušalke. Vem, da so zelo luškane, ker sem jih izbrala nekoliko časa, dejansko jih imel Lidl, ampak takrat, ko sem imela še LG-ja, so bile slušalke iste barve kot LG. Tako da ja, to imam tudi vedno sabo. Zdaj še noter sem nekaj en predal, trenutno je prazen. Tako da gremo kar na tega od spredi. Tukaj se zna pa najti kaj. Prva stvar, šminka, ki jo imam tudi trenutno gor, oziroma šminka, ja, tekoča šminka, in ki jo imam zadnje čase konstantno gor, od Paese Artist, Silky Matte v odtenku 707. Taka pride, lušna barva. Pa dolgo ti stoji gor. Potem je en mini parfumček, mini sexy, The Parfum Natural Spray. Ta zelo diši smo dobili na Summer Beauty, tega in pa še rozega smo dobili. In ta meni tako dobro diši, res ful sladk, pa fajn je imeti v torbice, kaj je tako mali. Potem imam od Alessandro Carrot and Orange Veggie, tisti pač za vlotno kožico, kremica. Tudi to se mi zdi, da sem že kako leto nazaj naredila eno objavo s Katjo Perko takrat še, bolj modno objavo, kjer sem tudi imela to. Potem ja, seveda jaz sem oseba, ki tudi hrano je bolj zaradi grizljanja in razne teksture, kakor pa dejanski okusa, več mi pomeni tekstura in grickanje stvarno nekaj, tako da čigumi so pri meni must, da jih imam. Ok, pa imam še eno šminko, tisto, ko sem rekla, da žal so jo dali ven iz kolekcije, jaz sem zadnjo dobila v Goriškem Minerju, ne vem, sigurno eno pol leta nazaj, kadar sem snemala tiste vloge, pa sem pravila. Od Catrice Ultimate Stay 180 odtenek. In tudi jaz sem jo kar precej pazila in ne uporabljam toliko, ker je res zakon barva. Sicer zdaj za poletne mesece sem videla, da mi niti ni več toliko, plus s takimi lasmi, ne gre lik pol tisto neutralno, ne. Tako da, če že uporabim to in to v kombinaciji, najprej dam to čez celo in pol pa taka je za dva odtenka mogoče svetlejša, jo dam malo na sredi. Tako da se dejansko naredi tisti nekak ombre in malo bolj poveča usnica, kakor bi se rekla.
Ok, še zadnja stvar tu notri je elastika, čeprav bi si mislili, da zdaj spravim las noter, ampak ni ves oblada, ve točno kaj rabim, kad rabim jih med gor, da jih imam gor in vse. Ok, in še zadnji predal od zadnji pa ima tiste ženske zadevice, to pa vem, ker je lih tisti čas. Tako da tistega ne bi lih kazala, s tem ne vem zakaj, ker vsi smo vse ženske, večinoma na mojem kanalu, ampak vseeno, vsi veste, kako to zdaj gleda. Drugače pa ja, to je vse, kar jaz prenašam okoli, v tem ful cute nahrbtničku, živo rdečem z netki s Karlom. Tako da ja, jaz sem ful vesela, da sem ga dobila. Mami sem se že 120krat zahvalila, ker je bila res ljubezen na prvi pogled. To je pa tudi to za ta video. V naslednjem videu bom z vami najverjetneje delila svoje rezultate z Perfect Bodyjem. Kaj se meni zdi, a je vredno vložiti denar tja, a so dejansko rezultati, a mi je zginil celulit, a se mi je kaj obseg zmanjšal, ker zdaj 28. naj bi imela, zadnje samo sem že 2 vmes skenslala, tako da znam videti, da se še malo podaljšala. Ampak proti koncu meseca je že konc mojih terapij. In ja, mislim, da je čas, da spregovorimo o tem, kako se mi kaj zdi, kaj sem delala tudi med tem, kaj priporočam, kaj bi odsvetovala, pač moje mnenje, kakor celota. Tako da ja, jaz sem zdaj s tem videom zaključila. Če ti je bil všeč, klikaj na všeč mi je, pa ne se pozabi naročiti, tako da ne zamudiš naslednjega in se vidimo drugič. Čau, čau!